Kdaj si nazadnje pustila hrano na krožniku ali jo celo vrgla v smeti? Medtem ko imamo nekateri toliko hrane, da jo mečemo proč, imajo drugi premalo ali pa je njihova prehrana enolična. V svetu je lačnih kar 690 milijonov ljudi in ta številka se zvišuje vsak dan. Ali ne bi bilo lepo, če nihče na svetu ne bi bil več lačen? Vsak si želi, da bi imela njegova družina dovolj hranljive in varne hrane. Lačen človek težko dobro dela, hitreje zboli in zato težko zasluži dovolj za boljše življenje. Dobra novica je, da se število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, v svetu zmanjšuje. Leta 2010 je v skrajni revščini živela več kot šestina sveta. Leta 2015 je v skrajni revščini živelo 10% svetovnega prebivalstva. Vsak 10. zemljan mora preživeti z €1,5 na dan. Pandemija novega koronavirusa bo v skrajno revščino predvidoma potisnila še 71 milijonov ljudi več. Kaj lahko storimo? Doma, v šoli ali v skupnosti lahko podpremo lokalne pridelovalce hrane, se zavzemamo za dobro prehrano za vse in skrbimo, da viški hrane ne gredo v smeti. Svetovni voditelji, vlade držav, podjetja in civilna družba pa morajo zagotoviti takšne razmere, da bodo kmetje lahko pridelali dovolj kakovostne hrane. Zagotoviti je treba tudi zaloge hrane za slabe čase, saj do pomanjkanja in previsokih cen najosnovnejših živil lahko pride tudi zaradi slabih letin, naravnih nesreč ter nemirov in vojn. Temelj razvoja je trajnostno kmetijstvo, s katerim lahko ohranimo planet tudi za prihodnje generacije. Kmet pravi: svoje posestvo želim predati naslednikom v vsaj tako dobrem stanju, kot sem ga prejel od prednikov. Za blagostanje, to je dobro, dostojno življenje, poleg polnega želodca človek potrebuje še dostojno plačano delo, kakovostno izobrazbo, dobro zdravstveno varstvo, primerno streho nad glavo, cenovno dostopno pitno vodo in urejena stranišča, cenovno dostopno ter čisto energijo, varnost v miroljubni, pravični in odprti družbi.